Pozdravljeni, moje ime je Dejan Jarič. Po osnovni izobrazbi sem doktor medicine, holistični zdravnik in transpersonalni psihoterapevt. Tako kot vsi ljudje, sem imel tudi sam težke preizkušnje v življenju. Našel sem rešitve, poznam ključ, ki je vedno v nas samih, in to je ljubezen do sebe. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Imel bom posebne goste, ki so imeli vsi zanimive preizkušnje. Pogovarjali se bomo o odnosih, zdravju, poti do sreče, ljubezni, radosti in izpolnjenosti v vsakodnevnem življenju. Zanima me samo resnica, ki nas pelje do osvoboditve na vseh nivojih. Vabljeni torej vsi, ki želite narediti v svojem življenju kvantni skok v zavedanju sebe in sveta. Prebudimo se, pravi čas je zdaj. Se gledamo vsak torek ob 17. na Ljubljana TV. Pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Prebujamo srca, dvigamo zavest, dvigamo vibracijo. To je tisto ključno, kar lahko zdaj sami naredimo, torej da se poglobimo vase, da pogledamo tiste svoje škodljive vzorce, navade, stališča, ki smo jih sprejeli kadarkoli. Torej zdaj je prišel čas decembra. Z menoj je danes izjemna gostja, ki dejansko je svoje življenje posvetila svetovalnemu delu, pri katerem pristopa celostno. Torej gleda človeka na vseh ravneh. Je izjemna v astrološkem znanju, kar seveda povezuje z moderno psihologijo, transakcijsko analizo, psihodramo. Poglablja se dejansko v človeka samega in ga vidi celostno na vseh ravneh. To je danes ključno, kajti premalo je obravnavati človeka samo na enem vidiku oziroma na enem aspektu, ker ljudje smo celostna bitja. Smo duhovna bitja, ki imamo seveda izkušnjo tukaj na planetu Zemlja in hodimo po poti duhovnosti v praktičnih čevljih, kot sama rada pove. Z menoj je danes izjemna Šana Flogi. Dobrodošla. Hvala ti, Dejan, za tako predstavitev in tako napoved. Tako da upam, da bova danes lahko ljudem dala maksimalno in da bojo lahko iz tega lahko naredili kaj dobrega tudi potem naprej zase. Super. Dajva začeti z odnosi, oziroma odnos do sebe so bile prve oddaje, potem to je povezano z odnosom partnerstva, odnosom do družine, s seboj si prinesla tudi predmet, do katerega gojiš poseben odnos, nam lahko poveš kaj več o tem? Prinesla sem danes tale predmet in sicer, ko si me povabil in si rekel, da naj prinesem en predmet, sem rekla, lej, tale predmet je nekaj, kar je pač na mojem oltarju. In na eni ravni sem se v biti zelo težko odločila, kater predmet bi pravzaprav prinesla, ampak sem rekla nek predmet, s katerim se lahko jaz identificiram ali pa recimo na kater naziv sem jaz v svojem življenju najbolj ponosna in to je ta naziv mama. To je v bistvu ta simbolika mamice z otročkom, ki ga drži v naročju. In v biti mi je to tisto, kar je vodilo, ne samo moje v mojem življenju, ampak kar mogoče se trudim v vsakem človeku oziroma v vsakem, ki pride do mene po pomoč, po nasvet, po karkoli, da se pač dotakneva tega najbolj ranljivega obdobja, to je naše družinsko okolje, ta prva matična celica, ki se seveda, bom rekla, pri nas zgradi in pa po drugi strani je tisto izhodišče, kako se potem mi naprej razvijamo v svojih partnerskih odnosih. Super, torej ključ je torej, da počistimo svojo podzavest, svoje vzorce, omejujoče stališča, koncepte, vse to, kar smo dejansko ponotranjili že v otroštvu, kar nosimo od prednikov, mogoče karmično tudi, a ne, smo prinesli določene stvari, predispozicije, podlago za novo življenje s sabo. Kako ti v bistvu svetuješ ljudem v terapiji? Nam lahko malo več poveš o tem? Zdaj recimo prednatalne matrice so, se pravi, je prednatalna faza, obdobje, s katerim lahko rečem, da se bore malo ukvarjamo. Predvsem recimo sploh novopečene mamice, če lahko temu tako rečem, sploh recimo prednatalna faza 9 mesecev, predno mi praktično spočnemo otroka, se pravi novo bitje, in pa potem cela nosečnost, se pravi faza 9 mesecev, ki se razdeli na prvo, drugo in tretje tromesečje in je seveda tista bazična
podlaga vsega tega, kar pač mi potem prinesemo v svoje življenje in se seveda v 1. oziroma v 4. tromesečju, se pravi, ko smo pač mi že rojeni, seveda tudi odraža. In to pomeni, da mi pravimo, da dojenček pride kot nepopisan list. Jaz temu pravim, da ni tako, ampak so to lahko neki zapisi, vzorci, ki jih potem načeloma zelo težko razrešimo v svojem življenju, ker rečemo, to je nekaj, kar me, ne vem, plaši, ali pa to je nekaj, kar me mogoče straši, ali pa imamo mogoče neke fobije, neke zapise, do katerih nekako rečemo, ne morem zavestno dostopati oziroma ne vem, kaj bi se lahko pravzaprav, kam bi to lahko pripisala, ne? Ker rečemo, sem imel srečno otroštvo, pa sem bil ljubljen in tako naprej. Ja, tako pridejo, ampak mi ne vemo, kaj se je dogajalo s to mamico, ne? Kaj se je njej dogajalo takrat, ko smo bili mi v trebuhu, ko smo bili mi v tem fazu razvoja. Ker tudi recimo te tromesečje, ki so prvo tromesečje, dejansko se gradi fizisa, ne? In je v bistvu ta fizičen del, karkoli je z nami potem fizično narobe ali pa neustrezno, se pač gradi v tem 1. tromesečju, nosečnosti, prednatalna faza. Drugo tromesečje se v bistvu gradi ta čustven del. In tretje je potem ta del, duhovni del, ko v bistvu tudi v zadnjem tromesečju nekako tudi duša že prihaja, predno se potem tudi utelesi za samim rojstvom. Tako da ta obravnava nekako je meni osebno dala en tak močen input, ki ga seveda uporabljam v svojih terapevtskem delu in pa seveda tudi pri svetovanju, kar lahko z gotovostjo potrdim, da seveda potem tudi skozi vpogled v astrološko, se pravi rojstno karto posameznika, ki je nekako bazična, ker mi pomaga recimo pri nekaterih korakih, ko recimo oseba pride z neko, ne vem, motnjo ali pa z nekim strahom, z neko zadevo, ki reče, ne znam to čisto točno povezati, ampak to pač je neka travma, nečesa, kar pač je v meni. In ko gledamo, vidimo, da se potem so se pač te zapisi dogodili na telesnem spominu, ki je praktično ključnega pomena. Kajti prav telesni spomin je tisti, ki ti potem ne da neke možnosti razvoja ali pa svobode, kar reče, da si skozi na neki ravni omejen, da skozi nekaj za sabo vlečeš, pa ne veš od kje, zakaj, kako, ker mogoče s tem zgodnjim otroštvom niti skozi sam terapevtski proces ne najdemo nekih povezav, je pa seveda, bom rekla, zelo močen link ali pa ključ v tej prednatalni fazi, ko se je mogoče, ne vem, zmišljujem si, dogodilo nekaj hudo narobe v okolju, kjer je pač ta mamica svojo nosečnost preživljala, mogoče, ne vem, smrt nekega svojca. Vse je pri meni zgodilo, ne? Moja mama je doživela smrt svoje sestre, ko sem bil jaz tam 8. meseca maja, jaz sem se pa junija rodil 18. Tako da je bila ta moja depresija, ker sem me tudi s tem povezana, sem potem videl, ker sem vso žalost od mame prevzel nase, ker sem jo hotel rešiti in ni pomagati. Tako. In to je potem ta transfer, ki se v bistvu vedno v zelo podobni okoliščini ali situacije naredi ta transfer, da mi dejansko gremo v ta prvi svoj del, kako smo se mi odzivali. In tukaj so potem ta čustvena stanja, ki se potem naprej, rečemo temu, dedujemo, ali pa rečejo, vsi v naši družini smo imeli to je zdaj karmično, ali pa rečejo, to je pač, to imamo v družini, ampak gre samo za ta del vzorca, se pravi, za to energetsko konfiguracijo, ki se seveda potem lahko prenaša iz generacijo v generacijo. Ta epigenetski, transgeneracijski vpliv. Ja. In to je recimo ena izmed stvari, kar se mi zdi ključno in pomembno pri sami obravnavi posameznika, ki pač pride. S kakršnokoli obliko, ali to bom rekla neka čist trenutna stiska, ali to bom rekla neka osebnostna motnja, karkoli že pač je zelo, zelo pomembno, se pravi, upoštevati ta del, kaj se je dogajalo v tej prednatalni fazi. Recimo zanimivo mi je bilo v času, seveda, ko sem pač tudi študirala oziroma pač raziskovala še več te psihodrame, in pa recimo te vložke, kar je bilo tisto, kar sem se jaz iskreno zaljubila v ta del modalitete na prvi pogled. Zakaj? Ker meni je bilo fascinantno, kako si se matro ti na stolu, ne vem, mesece in mesece, nekaj, da bi razrešil z osebo in potem to odigraš na sceni, ker pač psihodrama je akcijska pač psihoterapija, ko daš ti pač to emocijo v akcijo.
In v biti vidiš, da se to v pol ure doživiš ti razsvetljenje. In ljudje, recimo, ki so imeli, ne vem, hude, bom rekla, motnje, recimo, ne vem, migrene ali pa recimo kakšne anksioznosti in kaj takega in potem ugotovi in reče, jaz tega več nimam, to je dobesedno izpuhtel, ampak zakaj? Ker si ti dejansko podoživel in imel možnost ponovne izbire, se pravi redecižna, ker si se lahko v istem trenutku odločil, danes kot odrasla Šana oziroma oseba izbiram drugače oziroma kaj bi danes naredil drugače in s tem enostavno te zadevi odvzameš moč. Grejo iz celičnega spomina enostavno. Tako. In to je tisto, kar je ključno, recimo dobrega dela na sebi, terapije, kakorkoli že. Super. Jaz sem dosti hodil na postavitev družine, recimo, ne, za pucanje sence. Ja. Je tudi podobna, ne? Zelo. Ja. S tem, da recimo psihodrama je taka, da pač mi s temi vložki, se pravi, da naredimo kot neke vrste pauzo, da razložimo, se pravi, da ti v bistvu imaš možnost ozavestiti, kaj se pravzaprav dogaja oziroma zakaj v enem trenutku se odzoveš na ta način oziroma zakaj je ta fascinacija tega transferja, ki si ga dobil mogoče skozi odigrano sliko, ki jo potem imaš možnost pogledati, ker ti pač igralci odigrajo, s tem v bistvu doživiš neke vrste zadoščenja, neke notranje sprostitve te napetosti in seveda imaš možnost stvar poimenovati. In jaz rečem vedno, če mi gremo zelo zavestno v proces, ko jaz rečem, ko stvar poimenujemo, ko mi vemo, kaj se dogaja, imaš večjo kontrolo, ki jo pač ljudje še vedno rabimo, to kontrolo. Ker nekaj, kar je neznano, to je strašljivo. Seveda, se bojimo tega, kar je novo, česar ne poznamo. Ja. Super, zelo zanimivo bova nadaljevala po kratkem premoru, ko se ponovno vidimo. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z mano je izjemna gostja Šana Flogi. Pogovarjala sva se torej o čiščenju senc, čiščenju teh dram mentalno-čustvenih, ki jih dejansko imamo vsi še kdaj v svojih življenjih. Torej, kako iti globje, kako preseči vse te vzorce škodljive, razvade, navade, prepričanja, vse to, kar nam škodi. Mogoče, Šana, nam lahko poveš kakšne svoje izkušnje terapevtske. Teh je zelo veliko, ampak moram reči, da če tako potegnem eno črto, kakšen je zdaj tisti profil, se pravi klientela, lahko rečem, da je pretežno ženski in da so to še vedno, ampak tudi, veš, kaj je najbolj zanimivo, jaz sem se dolga leta spraševala, zakaj vedno ženske sedijo na vseh možnih predavanjih, delajo na sebi in tako naprej, dokler nisem prišla do enega zelo preprostega odgovora. Zato, ker ženske procesiramo, moški ne. In tukaj je ta, bom rekla, velik motiv, ki je meni osebno dal en tak močen odgovor in seveda potem tudi neko vodilo za naprej, da sem razložila ženskam, ker sem rekla, lej, ti si tista, ki si navigator v odnosu, moški, mož, partner, je kapitan. In to pomeni, ti se moraš najprej utiriti v tiste prave tere, da bo potem vse nekako navigirala oziroma vse pač teklo v tisto željeno smer, da se bo pač moški lahko ti pridružil. In zato je pomembno, da ženska, bom rekla, sebe nacentrira nazaj in zato smo ženske tiste, ki delamo na sebi, ki kopljemo po sebi in potem samo moškemu damo navodila, kaj zdaj treba narediti. Ker moški ste načeloma, ne bom rekla vodljivi, ampak samo sodelujete. Se pravi, zelo, bom rekla, radi podprete potem to. Nimate radi preveč zdaj zakaj, kako, kje, zakaj, ne marate preveč kopati po sebi. A vendarle obstajajo izjeme, ne? Absolutno. Zate absolutno, ampak tako, če generalno gledamo, kar se odnosov tiče, je ženska tista, ki dela pač spremembe doma. In predvsem v bistvu so bile to ranjene ženske. Se pravi, ranjene ženske, kar rečeš v tisto najbolj globoko intimo, esenco svoje ženske, se pravi, tukaj so mogoče bile spolne zlorabe. Lahko so bile mogoče kakšne zadeve, ki so se pač dogajale v primarni družini, se pravi, zlorabe drog, zlorabe alkohola, se pravi, nasilje. Predvsem v bistvu iz teh zgodb ven, kako recimo potem iti v neko, rečemo temu, normalno življenje, kako recimo pritegniti potem normalno partnerstvo v smislu, da niso potem to vedno neke osebe, ki imajo pač neke težave oziroma motnje, takšne ali drugačne. Tako da lahko rečem, da sem zelo veliko se sama naučila skozi terapevtsko delo praktično iz prakse. Se pravi, to je tisto, kar ti nobena šola, nobeno izobraževanje, nobena knjiga
nič ti ne more To je toliko življenje. dati, kolikor recimo potem ta živi del, se pravi stik z klientom, stik recimo z njegovo zgodbo in seveda potem skozi ta del, ko jaz pravim temu, da klient slika na platno, to si ti, se pravi, mora veljati ta osnovna pogodba, se pravi popolnega zaupanja, da ni pač tukaj te zlorabe. A ne? In seveda jaz rečem, ti narišeš vse, kar misliš in potem skupaj analizirava, kaj si zdaj tukaj narisal in pogledava, kam zdaj to paše. A ne? Tako da lahko rečem, da sem zelo veliko recimo lahko naredila s temi ženskami en tak premik, predvsem to, da so ženske začele predvsem ceniti same sebe, imeti bolj zdrav odnos do sebe, do svojega telesa, do odnosa, do življenja in na koncu v bistvu postati zaradi tega boljše ženske, boljše mame, boljše partnerke. Tako da iz tega naslova sem potem tudi ustanovila oziroma naredila šolo za ženske. To se je v bistvu zgodilo. Ne? To ni bilo recimo tisto, kar bi jaz rekla, zdaj bom pa jaz to naredila, ampak glede na to, da sem se stalno ukvarjala z neke vrste ženskami, ki so bile na neki ravni prikrajšane, ranjene, v končni fazi tudi zaničevane. Sta rekla, lej, treba je dati nekaj, kar na koncu rečeš skupni imenovalec, ne? Kar rečeš, pogovarjaš se to v 80% pogovorov z ženskami, torej treba nekaj dati tem ženskam, da bojo te ženske lahko to začutile in mogoče videle, da niso osamljene. Ne? Ker ženske ponavadi rečejo, ne vem, a se sam to meni dogaja. Ne? Potem se ženske smejimo, rečemo ne, zato ker mi od moških hočemo, da bi oni procesirali, da bi se oni pogovarjali, ampak oni se ne pogovarjajo na tak način, kot se v bistvu ženske. Ne? In pravzaprav ta način komunikacije, ki je v partnerstvu, tudi recimo zdaj, v tej časi, ko smo zdaj pač v tej korona času, se pravzaprav vidi zdaj ta del povezave. Ne? Jaz pravim, da korona nam v bistvu pravzaprav prinaša en velik blagoslov, ne? Da se vračamo nazaj k izvoru, to je ta matična celica, družina, da se učimo spet te komunikacije, da se vrnemo v to toplo ognjišče, da mogoče ženska zasede spet tisto svojo funkcijo in seveda tudi moški, da to svojo žensko lahko podpre. Ne? In seveda je tukaj, zdaj bom rekla, zelo veliko enih stisk, ki se pač dogajajo, ne? Predvsem spet nasilje, vse tiste mašila, ki so prej bila sestanki, krožki, ljubice in tako naprej, kar naenkrat ni več. Ne? In se seveda vse te frustracije zgrinjajo doma. Ne? Tako da lahko rečem, da od marca pa do zdaj lahko rečem, da se je število oziroma porast ločitev, razhajanj zelo, ne bom rekla podvojil, ampak skoraj potrojil. Tako da to je nekaj, kar lahko rečemo, da je za vprašati, ne? Ampak po drugi strani pa rečeš, da je to tudi moglo se zgoditi, da se lahko zdaj ljudje bolj posvečamo temu in mogoče začnemo res graditi bolj ustrezne partnerske odnose. Se pravi, da ni to vse tako samoumevno, pavšalno, pač prideš, greš, se vidiš, se ne vidiš, pač delaš, pač imaš skupaj otroka in je to kot en tist, ne, odnos DO, sem kupil, sem plačal, sem prišel, sem jedel, nisem jedel. Ampak da je tukaj spet neko tisto, kar rečeš, neka skupnost, da skupaj gradiva, da se pogovarjava. Ne? In zdaj ta pogovor, ne, tukaj mislim, da je ena večjih ugank oziroma izzivov, kar se tiče partnerskih odnosov. Ne? Ja, da dejansko zdaj je čas, ko ne moramo več bežati, ne? Ko ne moramo dejansko iti stran, ampak smo tukaj zdaj, ne? In rabimo ta pristni stik poglabljati, ne? Da lahko gremo globje v odnosi, kot kadarkoli prej. Ne? Ja, zato pravim, da po eni strani je to velik blagoslov, po drugi strani pa seveda naporne, ker moramo seveda spremeniti sebe. Ne? Ker vedno rečemo, saj se mora on spremeniti. Ja. Jaz rečem ne, ker vse tisto, kar te frustrira na uni strani, praktično odslikava tebe. Ne? Ja, ko se ti spremeniš, se vse spremeni. Ne? Tako. Super. Okay. Ena izmed tvojih v bistvu citatov na spletni strani sem videl, čutim, da je moje poslanstvo obuditi zavedanje posameznika, da je vsak izmed nas del božanske kreacije in da vam v tistem trenutku, ko na to pozabite, lahko pomagamo osvetliti vašo pot, na kateri ste se ustavili. Mogoče kakšen stavek še na to temo. Jaz pravim, da samim pogledom, se pravi, ko se oseba že ko vstopi v prostor, se pravi, ko pride do mene, oziroma zdaj pač delamo online, se pravi preko videoklica,
že od samega prvega stika v bistvu že teče ta povezava terapije, svetovanja, ko gledaš, kako se oseba usede, kako začne govoriti, koliko je zdaj živčna, koliko maši s tem svojim telesnim. In seveda v končni fazi jaz človeka vprašam stvari, ki so mogoče tako malo presenečeni. Mislim, zakaj ona za mene sprašuje, kaj jem? Ne? Ker mene zanima, kaj ješ. Mene zanima, kako živiš. Mene zanima vse, ker na podlagi tega, kaj ješ, kako razmišljaš, kaj čutiš, kaj trenutno razmišljaš. V bistvu lahko prijava do tega, kaj vse te frustrira in zakaj te frustrira. Ne? In ta del, ne, da pomagamo svetliti spet tisto tvojo srž nazaj, ne, je pa to tisti vpogled, ko si v bistvu pomagam z enim izmed orodjem, kot v bistvu jaz to imenujem, se pravi tudi astrologijo, psihološki vidik, da v bistvu prijava do tega, da jaz rečem, planeti so organi duše. In to pomeni, ko se ti začneš povezovati s temi organi svoje duše, ko jih začneš spoznavati, praktično prijaš do svojih delov osebnosti in lažje potem funkcioniraš. Ne? Jaz recimo potem doskrat skozi ta del, recimo arhetipski jezik mi je zelo blizu. Ne? In jaz rečem, lej, če se ti znaš pogovarjati s svojim Marsom, ki ti pač reče, to je tvoja akcija, to je kako boš ti šel v akcijo, to je pri moškosti, to je pri moških moškost, ne? Kako boš ti osvajal in tako naprej. In potem v enem trenutku vidiva, da je ta Mars del v nekih ribah. Ne? In ta oseba reče, jaz sem skozi frustrirana, ker moram nekaj iti v akcijo, jaz kar začnem, oprostite, bluziti. Ne? Pa bluziš, ne? In jaz rečem, evo, zdaj ti je to jasno. To pomeni, kako boš zdaj tega Marsa nagovoril, da boš enostavno si naredil vedno plan. In potem oseba začne razmišljati in reče, aha, to je to, ne? Ampak jaz rečem, lej, vsakič zdaj, ko boš šel v akcijo in boš začel spet nekaj medlita, ne, nekje, se boš spomnil, ker bo ta neka ponotranjena šana klele v zadju ostala in se boš spomnil, to je ta Mars, ki mi je razlagala, okej. In se boš spomnil, daj si narediti plan. In to so te majhne stvari, ki jih pomagaš človeku osvetliti. In mu mogoče rečeš, lej, kaj je tvoja pot, tvoja usoda duše, ker jaz vedno rečem, da se moramo vrniti k našim darovom. Se pravi, k tistom, kar ti kot duša prinašaš v ta svet. Ne, da ti zdaj izumljaš neko toplo vodo, ker jaz rečem, da vsakdo prinese neka darila, darove v to življenje, da se pač realizira kot oseba, kot osebnost in da pač to zaživiš. In zato pravim, da takrat, ko pač pride do nekih križišč, prekretnic, ko ne veš več točno, ne, takrat seveda potem ljudje iščemo nekoga, ne, ali gremo na terapijo ali na posvet. Čeprav ljudje veliko rajše rečejo, da grejo na posvet kot na terapijo, ker terapija pomeni, z mano je nekaj narobe, sploh moški. Na žalost. Ne bom šel na terapijo, ker z mano ni nič narobe. Če pa reče, grem na posvet, to pa bi mogoče šel. Je pa že bolj sprejemljivo. Tako da, recimo, ta posvet je lahko, bom rekla, v tistem trenutku ene vrste, rečemo temu, neko pogled, da ti rečeš, okej, to je to. Se pravi, tukaj sem jaz zdaj nekje zavozil na neko stran pot. In jaz rečem, karkoli v življenju narediš, je boljš kot trenutno stanje, kot si zdaj. Super, Tako da, to je to. To je to. Odlično. Bova nadaljevala po kratkem predahu, kmalu se vrnemo nazaj. Šli še v zadnjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije, z mano izjemna gostja Šana Flugi. Danes bomo podarili tudi izjemne 3 knjige, Orakelj odgovori. Nam lahko poveš mogoče kaj o tej knjigi, o čemu je govora, kaj lahko ljudje odnesejo od te knjige? Orakelj odgovori, govori, je tukaj zdaj bom rekla čist, kako pač to vzameš. To je dejansko orakelj. Notri je 180 sporočil, se pravi, ko te karkoli zanima, vprašaš, se pravi, knjigo daš k sebi, si zamišljaš vprašanje in knjigo odpreš in imaš v bistvu sporočilo. Zdaj, tako kot sem že povedala, simbolika je pač moj rečeš polje, kjer sem doma. In seveda tudi ta knjiga ima zelo veliko enih ključev, enih pomenov, katero sporočilo dobiš, kakšno sporočilo dobiš, na kateri strani in tako naprej. To sem vse zapisala v knjigi. Knjiga se je pa zgodila v bistvu, ne bom rekla po naključju, ampak se je dejansko zgodila. Ne? Jaz sem pisala dnevna sporočila in v enem trenutku sem začutila, da je treba ta dnevna sporočila urediti, da je treba v bistvu dati na drugačen način ljudem. In ta sporočila sem tako, od navdiha pa do izdaje se je mogoče zgodil dober mesec. Začutila sem, zbrala, naredila
In ko sem to knjigo izdala, jaz en mesec nisem mogla ene stvari napisati. To je bilo zelo čuden za mene, a ne? Ker imam zelo ponavadi izčrpne tekste in na dolgo in široko vse razložim in povem. In seveda je ta orakelj dejansko posrkal vse tisto, kar je dejansko se zgodilo kot nek kanal, ker sem napisala, naredila zadnjo piko in potem je bil totalno prazen. Se pravi, kar naenkrat je ratala neka praznina, kot da bi se vse zlilo skozi mene in to je to. Ja. Tako da orakelj je dejansko živa knjiga. Mnogi recimo, ki jo vzamejo, tudi pravijo, da dejansko zadane, da odgovori točno tisto, ker še vedno pravim, da orakelj kot tisti vse vidni, vse slišni, vse mogočni, a ne? Ker pač ljudje komuniciramo skozi 4 kanale, skozi vidni, skozi slušni, skozi ta del občutka. In seveda kaže tudi 4 nivoje zavesti, kako pač mi funkcioniramo, kako pač mi delujemo. In seveda je potrebno spet pogledati celostno, a ne? In to je eden izmed teh oblik, kako prijeti, bom rekla, v to notranjo globino, v to notranjo vsebino. Ne? Čeprav rečeš, ne, sej ne mislim tako, ne? Potem pa prebereš, pa rečeš, no ja, mogoče pa vseeno. Tako da to je tisto, kar rečeš, da prideš v večji stik s svojim nezavednim oziroma s tistimi vsebinami, ki jih imaš znotraj sebe. Znotraj sebe, ja. Eno nagradno vprašanje imamo za naše gledalke in gledalce. Torej, povej, katero je vprašanje? Se pravi, koliko je sporočil v knjigi, se pravi, koliko je zbranih sporočil v orakelj odgovori. Super, ne bo težko, imate že na platnici odgovor, tako da verjamem, da boste vsi zadeli, tako da bom pa potem izžrebal, a ne 3, ki boste dobili to čudovito knjigo. Zdaj pa peva še malček na ta čas, ne, ki vemo, je težak, obrat vase je zdaj ključen, ne, da dejansko se vsak začne, če se do zdaj še ni, ukvarjati zares s seboj. Torej, jaz vidim, da je v ozadju res ta kolektivni dvig zavesti človeštva in zdaj je od vsakega posameznika odvisno, kaj bo naredil, ne, da bo doprinašal k temu kolektivnemu dvigu zavesti. Kako vidiš ta čas, kaj nas čaka, mogoče malo astrološki vseeno napovedi za prihodnost? Zdaj, jaz prvo rečem, ne, da moramo tukaj upoštevati enako privleči enako. Ne. Zdaj, mi v bistvu vsi čakamo, kaj se bo zunaj zgodilo, ne, ampak zunaj je samo odraz tega, kar se z nami, posamezniku, se pravi na temu mikrokozmosu, se pravi na mikroravni dogaja in to pomeni, da ta tema, v kateri smo pač mi zdaj trenutno, kolektivno, je zelo povezana s tem, ko jaz govorim, ohranjajte visoko vibracijo. Najprej mora vsak posameznik zlesti iz svoje lastne teme. In to pomeni, da mi sami pred sabo, bom rekla, nehamo bežati. Da nehamo prelagati odgovornost, ker mi zelo radi preložimo odgovornost na šefa, na partnerja, na družino, na mamo, na kogarkoli. Drugi so krivi, ne? Pa trije prsti kažejo nazaj. Tako. In to nam gre super, ne? Ja. In zdaj, seveda nas je ta čas prisilil, ne, če kdaj ne, moramo zdaj začeti razmišljati drugače, delati drugače, funkcionirati drugače in nam seveda prinaša zelo veliki izzivov, ne, predvsem na odnosu do sebe. In tukaj gre, bom rekla, zdaj tudi naše vrednote, kaj je tisto, kar nam je vredno. Se pravi, vrniti se, kot so že prej tudi rekla, nazaj k družini, nazaj k partnerstvu, se pravi, najdeti spet tiste kvalitete in vrednote. In seveda po drugi strani ustrajata, ne, se pravi, tako kot sem rekla, najprej vsak zase, da zleze svoje teme. Ker moramo reči, ne, da recimo ta kolektivna zavest je trenutno, bom rekla, v eni zelo nizki vibraciji, ne. Prežeta strahom, kajti strah na koncu izčrpava ledvica. Ledvica, če tako pogledava, so pač baterije v našem fizičnem telesu. Ko so prazne, seveda se v bistvu začne sistemski kolaps fizičnega. Ne? In zgoriš. In seveda enako privlači enako. In jaz pravim, da s tem, ko vi, oziroma mi vsi ohranjamo visoko vibracijo, vsak zase, vsak dan, a ne? Ker mi smo čez dan bombardirani z informacijami, kaj če bo to, kaj če bo uno, ne smete to. In ljudje seveda so zmedeni. Ne vejo več, kaj je resnica. Absolutno. In strah, ne? Strah, kaj bo, ne? Ker smo v bistvu v tej neki negotovosti. Jaz ne bom rekla, da se dajmo v nek varen balon, pa pač samo meditirati, pa pač mislim, da bo vse okej. Ampak jaz pravim, biti aktivni v tem času. Ja, predvsem aktivni, da ne zdaj čakamo, kaj se bo zgodilo v neki nemilosti, ampak delati na sebi, ohranjati visoko vibracijo, delati po svojih močeh, vsak zase. In na koncu
ohranjati ta del, se pravi, odgovorno bivanje do sebe v svojem okolju in seveda se izvzeti iz te kolektivne energije, strahu, presinga, kaj se bo zgodilo, kaj se ne bo zgodilo, ampak da pač enostavno izstopimo in rečemo, ok, kaj jaz čutim. Ker zdaj mogoče kolektivno lahko zdaj posamezniki ali pa ljudje naredijo končno en korak k temu, kar si oni srčno želijo. Jaz pravim, da vsi tisti, ki so izgubili službo, so jo izgubili zato, ker niso bili glih najbolj srečni v tej službi. In jaz pravim, enako privlači enako in ti si stalno sporočil to nezadovoljstvo, da bi nekaj drugačne. No in evo, zdaj imaš možnost ta drugač, zdaj pa spet ne bi. Zdaj pa spet ne bi. Zato, ker je to spet neka, ki te spet porine in ti mogoče 3-4 stvari na pot prinese, ki jih moraš mogoče razrešiti vmes. Mogoče tudi, ne vem, okolje, kjer bivaš, mogoče stanovanjski problem, ki se s tem, bom rekla, lahko zgodi. Lahko je tukaj zdaj partnerstvo vmes, ki se spet, bom rekla, pokaže v neke drugačne luči in tako naprej. Tako da smernice, tako kot je ta korona čas prišel, bo tudi šel. Ja. Zdaj stvar časa, kaj bo zdaj pač kolektivka v smislu globalnih elit naredila, v kakšno smer nas bojo pač zdaj pelali, ampak ne glede na vse, mi se moramo zdaj bolj kot brand predvsem tem začeti nositi, kako bomo živeli zdaj s tem. To je tako, kot rečemo, spremeni tisto, kar zmoraš, vse ostalo, kar ne probi sprejeti. In tudi bom rekla, to stanje, zdaj, če tako gledamo, vsi bomo okuženi, smo se okužili, kakorkoli že, se pravi, ta prekužitev se bo mogla zgoditi. Ja. Važno je zdaj, bom rekla, na temu ohranjanju imunitete, ne samo fizične, ampak jaz pravim mentalne. Ker faza procesa manifestacije poteka skozi 4 nivoje zavesti in to pomeni, to, kar mislim in o čemer razmišljam, se praktično dogaja v načinu našega odzivanja. In s tem v bistvu mi dodamo vibracijo, pozitivni ali negativni predznak. In potem se šele, bom rekla, stvar manifestira v ta del fizisa realnosti. In zato je še vedno tisto primarno, na kar moramo paziti, način razmišljanja. V kakšni vibraciji bomo mi, s kakšnimi ljudmi se bomo družili, v kakšnem okolju bomo, ker mi moramo vedeti, da dejansko, kot smo bili naučeni, naše celice komunicirajo z okoljem. In to pomeni v takšnem okolju, kot mi bivamo, tukaj je naša vibracija. Če že dr. Liptona študiramo, ne? Absolutno. To se bom rekla, ljudje prihodnosti. To je tisto, kar rečemo, da v končni fazi moramo tudi priznati, da določene nazive, da določene šole bo treba pač enostavno dati na stran, ker bomo ugotovili, da same po sebi v bistvu niso tisto, kar bom rekla, so resnica. Kar je bit. Kar je bit. In zato pravim, da je ta del komunikacije, tudi celične, tista, ki je zdaj, bom rekla, najbolj pomembna. Kam se v bistvu kot družba premikamo, jaz pravim, da za to je odgovoren vsak posameznik zase. In to pomeni, da kakšno realnost kreiramo, je dejansko tisto, ko rečeš, ko boš izstopil iz te kolektivne matrice, se boš v biti šele lahko začutil, kje si. In zato je najbolj pomembno, se pravi, ta odnos do sebe, način razmišljanja, kaj boš v bistvu zdaj delal kot posameznik in seveda to ohranjanje visoke vibracije predstavlja tudi enako zdrav imunski sistem. Poleg tega, se pravi, tudi hranjenje, kuhanje. Pozabljamo na to, da v bistvu ljubezen gre skozi želodec. In to je tisto, kar rečeš, koliko imaš rad sebe, kaj ješ. Zato je to tisto, kar jaz rečem, vprašanje, kaj jeste, in potem čudni pogledi, kaj ona zdaj to mene sprašuje. Ampak to je to, vračati se nazaj k izvoru, k temu, da ne dajemo to kot neko pavšalno ali pa zdaj je korona neki ful več, tako kot recimo jaz rečem ljudem, ki pridejo z neko diagnozo, ki so bolni. Jaz rečem, ti je najbolj pomembno, se pravi, pot ozdravitve je šele takrat, ko ti to sprejmeš, da je to del tebe. In ko ti to sprejmeš, šele takrat se v bistvu lahko zdravljenje začne. Ker dokaj se ti proti temu boriš, mi se zdaj vsi kolektivno borimo proti temu virusu. To je treba zdaj dati stran, to je zdaj grozen. To je družbeni problem, je vedno borba proti nečemu, proti raku, proti temu, samo to je napaka. Ampak jaz pravim, to je treba samo vzeti, da ti enostavno vidiš, ok, kaj me zdaj to uči. Ker tudi recimo pravijo, ne moramo vedeti točno, kako bo to potekalo, ker se pač posod drugače dogaja, ker je to pač sistemsko. Se pravi, tam, kjer je tvoja šibka točka, tam je treba dvigati vibracijo, da enostavno enako privlači, enako ne pride potem do tega fizičnega, ker ljudje žal
ker rečemo, kaj še rabiš, oziroma kakšno diagnozo rabiš, da se boš v življenju ustavil. Točno tako, Kaj ja. rabiš, da boš v bistvu v življenju rekel, ok, dosti je. Zdaj pa dovolj, a ne? Ja. In jaz to je to. rečem, ok, če smo rabili kolektivno eno korono, super, ne. Ja, Je to, bom rekla- bomo dali čez, bomo preživela. Ne? In Rečemo temu, da je pač to nekaj, kar je globalno nek wake up, se pravi neko prebujenje. In to prebujenje se mora začeti v bistvu v vsakemu znotraj nas. Se pravi, da mi izstopimo iz svoje lastne teme, da bomo lahko postali luč. zasijali, ja, Tako. v tem svetu. Super. Hvala, še bi klepetal s teboj. Nažalost sva v tem relativnem času, a ne? Sva prišla do zaključka. Bilo mi je res v čast, da si prišla danes v oddajo Prebujeno srce Slovenije. Bilo je izjemno. Želim ti vse najboljše na tvoji poti naprej. Mogoče še kakšna stvar zaključna. Hvala enako, Dejan, za tvoje povabilo, za to čudovito oddajo, ki sem prepričana, da je to nekaj, kar ljudje zdaj rabimo, vsi. In še več in še veliko, veliko uspeha na tvoji poti. Hvala. Hvala ti. Super. Me je veselilo, da ste bili danes z nami, naše gledalke in gledalci. Se vidimo prihodnjič.